Pozdravljeni! Danes vam bom predstavila fosile. Pogledali si bomo, kaj so fosili, kako ti nastanejo, ter fosile značilne za posamezna geološka obdobja. Pa si poglejmo, kaj sploh so fosili. Fosili so okamneli ostanki nekdanjih organizmov in njihovega delovanja, ki so živeli v geološki preteklosti in so se ohranili v kamninah. Največjo možnost za ohranitev imajo tisti deli fosilov, ki so trdni, na primer zobje, kosti, lupine in podobno. Le redko pa se ohranijo tudi mehki deli, sledi lazenja ali hoje različnih živali. Proces, v katerem se odmrli organizem spremeni v fosil, imenujemo fosilizacija. Poznamo več vrst fosilizacije, mi pa si bomo tokrat pogledali le tiste najbolj pogoste. Ena izmed pogostih vrst fosilizacije je karbonizacija oziroma pooglenitev. Ko organizem odmre, preide na območje, kjer ni kisika. Take pogoje najdemo v blatu in mulju, v močvirju ali drevesni smoli. Ostanki dreves in drugih rastlin ali živali potonejo v blato. Nato pa se nanje nakopičijo različni sedimenti. Začnejo se dolgotrajni procesi karbonizacije, ki poteka pri povišanem tlaku in temperaturi in pri odsotnosti kisika. Poogleneli fosili so značilno črno obarvani, ker organski del nadomesti ogljik. Med pogoste načine fosilizacije spada tudi petrifikacija oziroma okamenitev. Pri procesu petrifikacije minerale prvotnega skeleta zamenjajo oziroma nadomestijo drugi minerali. Pri tem pa trdni delci ohranijo obliko, povečata pa se teža in trdota. Najpogosteje fosile v naravi najdemo v obliki kamenih jeder, odtisov ali okamenelih lupin, hišic ali okostij. Tukaj pa imamo impregniran les. Le-ta je nastal z impregnacijo oziroma prepojitvijo. V daljšem časovnem obdobju mineralne raztopine prepojijo ostanke odmrlih rastlin, v našem primeru lesa. Pred približno 545 milijoni let se je začelo obdobje paleozoika. V tem času so bili glavni predstavniki takratne morske favne trilobiti. Trilobiti so živeli do pred približno 251 milijoni let oziroma do konca paleozoika, ki se je končal z množičnim izumrtjem vrst. Sledilo je obdobje mezozoika, ki se je končalo pred približno 65 milijoni let in pol. Značilni predstavniki tega obdobja so amoniti in pa seveda vsem dobro poznani dinozavri. Mezozoiku je sledilo obdobje kenozoika, ki traja še danes. To obdobje je zaznamoval hiter razvoj sesalcev. Značilna predstavnika poznega kenozoika sta mamut in jamski medved. Za konec si poglejmo še ultravijolične fosile. To so fosili, ki oddajajo svetlobo, ko na njih posvetimo z ultravijolično svetlobo. Le-ta povzroči, da nekateri minerali fluorescirajo. In ker fosile gradijo minerali, posledično tudi nekateri fosili fluorescirajo. Pod ultravijolično svetlobo so določeni fosili bolj prepoznavni, kar lahko pomaga pri prepoznavanju fosiliziranih struktur, ki jih pri navadni svetlobi ni opaziti. Tvoja naloga sedaj je, da rešiš spodnji kviz.